Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Seznanitev z aktivnostmi, ki se izvajajo na območju UNK9 šole po zaključku gradnje osnovne šole Frana Albrehta. Gradivo ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti. Predlagatelj je župan, poročevalec pa Bogdan Pogačar. Izvoli besedo. Hvala za besedo. Lep pozdrav še enkrat v mojem imenu. Seznanitev s postopki in izvajanjem del na območju UNK9 šole sem že prej razložil, zakaj smo v bistvu naredili en skupek predstavitev v nekem poročilu. Razdeljen bomo na 3 sklope, in sicer osnovna šola Frana Albrehta, aktivnosti po končani gradnji. Drugič, izgradnja zunanjih športnih površin med šolama, to, kar se v bistvu zdaj izvaja. Bomo na kratko predstavili, in pa aktivnosti za pričetek gradnje nove športne dvorane. To pa zato, ker se tudi pač v medijih kakšno stvar preberem, pa po družbenih omrežjih, pa tako. In bi bilo fajn, da tukaj enkrat se pogovorimo, pa da pogledamo tudi, kakšne variante so bile do zdaj v igri, tako da ne bomo navzven govorili nekaj, kar mogoče sploh še nikoli ni bilo v zadnjih 15 letih govora v Kamniku. Tako da jaz bi šel kar na ta prvo zadevo, in to so sicer aktivnosti po končani gradnji osnovna šola Frana Albrehta, in sicer 30. avgusta je šola dobila uporabno dovoljenje in s 1. septembra se je začela izvajati pouk. Od oktobra do decembra 2024 so bili postopki za pripravo končne situacije. To pomeni, da so nadzorniki in izvajalci pregledovali in potrjevali gradbeno knjigo z namenom, da smo decembra imeli končni obračun. Pri končnem obračunu je bilo tudi v bistvu, do takrat je bil tudi rok za odpravo bistvenih napak, ki jih je nadzornik ugotovil pri samem prevzemu. Pa pred prevzemom se naredi kvalitativni pregled, se naredi zapisnik, katere napake, pomanjkljivosti je treba odpraviti. In do tega decembra je imel pač izvajalec čas, da je, se pravi, med oktobrom in pa decembrom odpravil te napake. Zdaj, mi smo se decembra, se pravi, strani investitorja, nadzornika in pa nadzora smo se dobili, izvajalca smo se dobili in pregledali v bistvu ta spisek odpravljenih in neodpravljenih napak. Za bistvene neodpravljene napake, to so tiste, ki so, v bistvu bomo šli tudi pogledati, se pravi, 3 bistvene napake, ki so bile, ki jih mi nismo hoteli v bistvu prevzeti objekta s temi napakami, so zamakanje oziroma svetlobnika. To je to, kar se sliši, ki so govorice in tako naprej, da šola pušča. Šola, se pravi, streha ni nikoli puščala. Je pa res, od februarja 2024 sem jaz verjetno prvi, ki je opozoril in nadzor, da je potrebno na svetlobniku nekaj narediti, ker se v bistvu po dežju pojavijo kaplje. Ni bilo to, da bi kakšen v bistvu tonil, rekel po domače noter, ampak ne glede na to, pač se v šoli kaj nova, mi to nismo hoteli sprejeti. In za te zraven so bile še, se pravi, neizvedba akustičnih oblog na 2 vratih, pa kanaleta to pa v bistvu tukaj na teh balkonih, na lameli C, tole je balkon v bistvu, in je tukaj bila ena linijska kineta, ki se v bistvu ni po dežju dobro odvodnavala. To so bile 3 zadeve, ki jih mi nismo hoteli sprejeti, in smo zahtevali, da se za ta vrednost teh del zadrži znesek. In nesporni del končne situacije je bil januarja poravnan, za vrednost teh napak pa znesek ni bil poravnan. In smo z nadzornikom jim dali rok 30.4.2025, zakaj je bil rok tako dolg? Zato, ker je bila vmes zima. Ker pač na streho pošiljati ljudi po zim, glede na to, da to ni v bistvu zamakali tako, da bi bilo takrat še z enimi trakovi so prekrili, samo za nas to ni bila sprejemljiva rešitev, in smo zadržali sredstva do 30.4. V maju smo se ponovno dobili in smo šli pregledati vse te 3
te tri odpravo bistvenih napak. Zdaj za kanaleta je bila popravljena, vrata so bila v bistvu akustično obdelana, se pravi podobno kot ta za mano. Se pravi, te dve napake sta bile odpravljene. Pri svetlobniku so pa že v decembru naredili pregled strani firme Luganič, ki ga bom zdajle, upam, da to takole deluje. So bili v bistvu že decembra, se pravi 13. decembra, takrat, ko smo imeli mi v bistvu pregled za kvalitativne preglede, je bilo ugotovljeno, da je v bistvu ta svetlobnik narejen po tehničnem katalogu, da ni napake s svetlobnikom, da je kod strehe sicer minimalen, ampak da menijo, da ne predstavlja problema za zamakanje na tem svetlobniku. Se pravi, oni so ugotovili, da ta svetlobnik, mi smo najprej nagovarjali njih, da ne preverijo, če ta svetlobnik narejen tako, kot bi moral biti. Se pravi, da je primerno vgrajen. Potem smo mi dali to, da morajo odpraviti in so ugotovili naslednje, glejte. Pa vam bom tudi povedal, kako so to ugotovili. 21.3. je bil sicer na roke sestavljen zapisnik, da so zamenjali motor. Ugotovili so namreč, da za odpiranje in zapiranje na prvem polju tega svetlobnika, to je taka večja zadeva, da motor, ki stisne v bistvu te panele, ni bil dovolj močen. Ugotovili so pa to tako, da se jim je pojavila ista zadeva na nekem drugem gradbišču. Se pravi, na nekem drugem objektu so imeli isto zadevo in so zdaj obe zadeve tako sanirale. Od takrat naprej ta svetlobnik ne zamaka. Se pravi, na vseh odpravah reklamacij, bom pa še razložil, je prisoten, se pravi, uporabnik. Se pravi, tukaj je bil predstavnik, se pravi, sicer hišnik, ampak hišnik je šel na streho, so preverili motor in so tudi preverili, da ta zadeva zamaka, se pravi, prepušča še vodo ali jo ne več. In od takrat naprej zamakanja na tej šoli ni, nikoli ni zamakala streha od prevzema, ampak ta svetlobnik. Zdaj zamenjan motor, zdaj je ta zadeva urejena. Mi smo maja zdaj naredili te pregled za bistvene napake in jim bomo na podlagi tega izplačali. Nismo pa še izplačali te razlike. Te razlike je bilo pa približno, mislim, da 54.000 evrov. Se pravi, za svetlobnik 50.000 evrov, tak svetlobnik stane drugače 35. Mi smo se za demontažo pa za montažo novega zagarantirali, da če oni to ne podpravili, da bi mi, se pravi, odmontirali ta starega, novega kupili, pa še nazaj zamontirali, toliko smo si zadržali sredstvo. Zdaj mi za to, da bi zadržali še vnaprej sredstva, nimamo osnove. Ne glede na to, pa so nam oni po plačilu nespornega dela, kot sem prej rekel, to je bilo januarja 25, izdali garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Se pravi, ta šola, pa tudi vse druge šole, pa vsi javni objekti, imajo 10-letno obdobje, ki lahko te reklamacije uveljavljaš. In mi bomo za vse stvari, ki se bodo zgodile in bo reklamacija upravičena, uveljavljali reklamacijo. Tako da to so bile te aktivnosti, poleg tega, kar sem povedal, smo pa v bistvu še z upravljanje šolo, se pravi, določali območja, se pravi, obseg, upravljalsko pogodbo na novo določili in tako naprej, se pravi, iz šolo imamo tudi usklajeno upravljalsko pogodbo, tako da so oni zdaj upravljalec. Zdaj, če gremo na vrste reklamacij, da vam sam na kratko pojasnim, to so lahko upravičene in so neupravičene. Upravičene so tiste, ki so ugotovljene pomanjkljivosti in skrite napake. Se pravi, zdaj sem tle navedel čisto na kratko, se pravi, najbolj pogoste so na strojnih elektroinstalacijah, na alarmih, na sistemskih ključih, to govorim zdaj tiste zadeve, s čemer smo se srečali. Boste pol videli, okvare dveh žaluzij
recimo, ker bi bila lahko tudi mehanska, ne, to še pridemo do tega. Najprej se ugotavlja, je upravičena reklamacija in neupravičena. Neupravičene reklamacije, ki ne moramo od izvajalca zahtevati, so pa tiste, ki niso vezane na kvaliteto izvedbe del ali pa vgrajenih elementov. To so pa pomanjkljivosti recimo projekta, nepravilna uporaba in z tega sledi mehanska okvara, ker tudi tega ni malo. Ne? To, kar se govori, pa se sliši, pa počeno steklo in tako naprej, pa prideš pol tja, pa je od žoge še obris gor, ne vem, miza pritisnjena v steklo. To so pa pomanjkljivosti te šole, zato ker imajo stekla v bistvu, to smo se že enkrat pogovarjali, do tav, ne? Ker imajo prva triada do tav stekla. Če bi imeli na parapetu, se pravi, se te zadeve ne bi dogajale. Bom tudi povedal, kako se te zadeve pol rešuje. No? Se pravi, to so pa neupravičene reklamacije. Zdaj protokol za uveljavljanje reklamacij. To smo tudi v bistvu določili takoj potem, ko smo izplačali končno situacijo. Je pa približno tako. Če se pojavi sum predmeta reklamacije, se pravi, uporabnik zazna pač neko zadevo, ki sumi, da bi lahko uveljavil reklamacijo. Se pravi, ali pozove nas kot investitorja, ali pa sam izpolne obrazec, ki imamo predpisan obrazec za reklamacijo in ga na katerem navede se pravi predmet reklamacije in kaj ugotavlja in ga pošlje prejemnikom, se pravi izvajalcem, imamo prav protokol, kdo so prejemniki na strani izvajalca, investitorja, nadzora in pa izvajalca SPO, to je nek portal, kjer se te zadeve vse beležijo. Se pravi, cel projekt s fotografijami, z zapisniki, s spremembami, ki smo jih imeli na projektu, ta portal imamo mi še 5 let, rekel, živ, ne? Pol pa tudi lahko podaljšamo, pogodbi imamo 5 let in na tem portalu mi vse beležimo, kar se na tem projektu dogaja. Se pravi, bistvene zadeve. In pa uporabnik, kljub temu, da je on pač poslal, on tudi prejemnik tega maila. In potem se izvajalec opredeli do sprejetja ali na sprejetja reklamacijskega zahtevka. Se pravi, če jo sprejme reklamacijo, ne, do zdaj običajno so te upoštevane, no, vam bom pol povedal, ki ne bi bile lahko. Se pravi, takrat ločimo manj zahtevne reklamacije po protokolu, pa bolj zahtevne reklamacije po protokolu. Manj zahtevne so tiste, ko uporabnik pošlje ta obrazec, ga mi vsi dobimo, mi vsi seznanimo, ga damo na ta skupen portal, izvajalec reklamacijo sprejme in jo lahko že brez nekega načrta sanacije rešuje. Se pravi, zamenjava ključavnice, zamenjava nekega senzorja, ne vem, to so reklamacije, ki smo jih do zdaj imeli. Ne? Take naštevam. Potem, ne vem, kot sem rekel, popravilo žaluzij in tako naprej. To so te reklamacije, ki jih lahko on sam iz podizvajalci reši, brez da rabi nadzor ali pa investitorja zraven. In če on napove, recimo, dokdaj bo to naredil, in ko je odpravljena reklamacija, se uporabnik podpiše na zapisnik, da je to izvedeno in potem na ta reklamacijski zahtevek izpolne izvajalec in nam vsem v bistvu pošlje spet povratno informacijo, da je ta zadeva urejena. Bolj zahtevne reklamacije, ne, so pa tiste, ki pride do take reklamacije, da se more umešati izvajalec in nadzor. Se pravi, da naredimo skupaj, se pravi investitor, nadzor in izvajalec gremo skupaj na objekt, ko uporabnik parjava, ne, in pogledamo predlog in naredimo, izvajalec predlaga predlog sanacije, katerega mora nadzor in investitor potrditi. Se pravi, ne da bo on rekel, zdaj bomo pa mi, če gremo na svetlobnik, da bomo pa mi to prelimali z nekim trakom, ne. Se pravi, ta zadeva mora biti za nas sprejemljiva. Če jo zamenja z novo, je itak sprejemljiva. Če jo pa nekaj popravlja, mora pa nadzor to potrditi, da je to pač strokovno sprejemljivo. In ukolikor je pač se zadeva tako zapelje, potem ona da potrdita predlog sanacije, izvajalec izvede sanacijo in tem obvesti nadzor investitorja in se ponovno izvede ogled, tako kot se je naredil pač v primeru svetlobnika.
in se zaključi predmet reklamacije. Zdaj gremo naprej na tem protokolu. Če pa izvajalec se opredeli, da ne sprejme te reklamacije, kar bi se lahko zgodilo, in trenutno jaz mislim, da bi on lahko do zdaj, kar je bilo reklamacij, se opredelil samo pri steklih, se pravi pri mehanskih poškodbah, je zadeva takšna. Se pravi, če je upravičena, investitor in nadzor postavita rok za odpravo napake, vkolikor se izvajalec ne odzove, se uveljavlja bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Se pravi, to pomeni, če on ne pristopi k odpravi napake, ki je ugotovljena strani nadzora, da je to upravičeno. In takrat se preko postopka za izbiro izvajalca, po postopku za javna naročila, odpravi napako, se pravi, drug ponudnik iz koriščenjem bančne garancije. Mi do tega še nismo imeli, res pa je, da smo na začetku te garancijske dobe. Če je pa neupravičena, pa nadzor in investitor ugotovita, da je predmet reklamacije neupravičen, zadeva se sanira s postopki rednega vzdrževanja objekta. To gre pa za mehanske poškodbe, za manjše zadeve. Če je nekaj vdrgnjeno, ker mi imamo tudi take, smo imeli, da je nekaj vdrgnjeno in gor dol. Če se ugotovi, da je to strani uporabnika nastalo, ker se že eno leto skoraj uporablja, to je dejstvo, da se lahko zgodi, pa da se dogaja. Verjetno, da za vsako stvar tudi ne bi garancije uveljavljali, bojo že itak vzdrževali objekta. Se pravi, ali pa z uveljavljanjem zahtevka iz zavarovanja objekta. Se pravi, počeno steklo, če nastane iz strani uporabe, se iz strani zavarovanja krije. Zdaj, tako kot sem že omenil, mi imamo na tem portalu imamo evidenco zahtevkov in dokumentacijo o reševanju reklamacij in vsi zahtevki in dokumentacija se vodi na portalju, kamor dostopajo lahko investitor, nadzor, uporabnik in pa ta ponudnik tega, ki je administrator SPO, pomeni skupno programsko okolje, administrator tega portala. Se pravi, mi imamo različne pravice, eni samo na vpogled, eni lahko nalagajo v bistvu gor dokumente, administrator skrbi za celotno delovanje tega portala. Zdaj, jaz bom pokazal samo še en zahtevk. Recimo, če gremo tega. Kako to izgleda, to, kar sem govoril, se pravi, to v bistvu tak zapisnik na koncu naredijo, da so to odpravili. Se pravi, v tem jašku vidimo, se pravi, do tukaj ta jašek je bil nadvišan, v bistvu ta jašek ne bi smel biti tako globok in s projektom ni bila predvidena lestev. Vidimo, da je tega grla tukaj gor kar nekaj, se pravi, samo izvedbo je prišlo do nadvišanja tega jaška in ko je uporabnik hotel v bistvu dostopati v ta jašek, bi mogel nositi skozi lestev. In je vložil reklamacijo, da ne more dostopati, jo je izvajalec upošteval z naslova, zato ker je v bistvu dvignil tole koto in je namestil tole lesto noter in s takim zapisnikom v bistvu evidentira odpravljeno napako in to mi evidentiramo in naredimo kljukico nad tako zadevo. To je to, zdaj bi pa še nekaj povedal, ker se tudi hočem zdaj te govorice, ker se najhujš, recimo antireklama so govorice. Prav mene do danes še ni ben poklical pa vprašal, če to, kaj se dogaja, pa bom tako povedal, kaj danes vam povem. Nimam kaj skrivati, nismo mi zgradili, nismo šraufali te šole, zagotavljam vam pa, da uveljavljamo čisto vsako reklamacijo. Imamo tle zahtevke, vam lahko tudi portal pokažem, vse uveljavljamo in zaenkrat imamo vse tudi odpravljeno. Bom pa povedal, kje je bil tudi največji problem, pa zagata.
Zdaj, izboljšanje funkcionalnosti šole, to je pa tista zadeva, kjer pa uporabnika moti kakšna zadeva, pa ne more uveljavljati reklamacijskega zahtevka. To so pa zadeve, ki bi tudi jaz že v sami fazi, takrat sem vam predstavljal, sem večkrat povedal, da to ni lih taka šola, ki bi jo, ne vem, ki bi si jo želel, če bi od začetka štartov, kar smo lahko spremenili, smo spremenili, kakšne stvari pa nismo mogli spremeniti. Moramo pa vedeti, da je to pač, da je bil javen natečaj na ZAPS-u in tako naprej, pa to smo že velikrat povedali, to je brez veze o tem govoriti, ampak izboljšanje funkcionalnosti, tam, ko gremo lahko uporabniku na roke, ker lahko, ampak mi se moramo tudi tukaj obnašati racionalno, to pomeni, da jim gremo na roke tam, ker so te zadeve, ki jih bomo naročamo dodatno, da so nujne za funkcioniranje pouka. Do zdaj smo naročili vgraditev dodatnih akustičnih oblog v 2 učilnicah. To je matematika 2 in pa gospodinjstvo. Pri gospodinjstvu iz naslova je akustika slabša zato, ker se je upustila ena v bistvu pregradna steklena, ta zložljiva stena, ki je bila v bistvu, ki je gospodinjstvo razdelila na 2 dela. Zdaj, a je to temeljni problem te akustike, ne vemo. Lahko bi bil tudi problem, tudi če ne bi bil, ne. Ampak glede na to, da smo mi to takrat opustili, da imamo gospodinjstvo eno učilnico, ne, brez razdelitve na 2 dela, se je v gospodinjstvu pač pojavila potreba, da vgradimo akustične vloge in pa matematika 2. Matematika 2 je pa, govorimo to vse v istih, se pravi, etažah, to je drugo nadstropje, ne, kjer imajo zgori lesene strope in tako naprej. In veliko, se pravi, gladkih površin. Se pravi, mi imamo tukaj noter in zelo veliko pohištva, čeprav ta je tudi absorber, no, ni lih kontra, da je povzročitelj tega, da je slaba akustika, ampak veliko ravnih površin in pri matematike 2 je od zadaj, na zadnji steni, če tisti, ki ste že bili v tej šoli, je v bistvu ogledalo. Čez celo steno je ogledalo in to bistveno poslabša akustiko. In zato smo te 2 učilnice naročili dodatne akustične obloge, ki bodo pač tudi racionalno dali smo izmeriti, pač prišel od firme tele, mislim, da Knauf Insulation, da je prišel izmeriti pač, koliko more biti akustike noter, da bo to normalno deloval, ne. In na koncu nam bojo v bistvu tudi naredili poročilo, da je to ok. Tako da to bo realizirano v juliju. To imamo naročeno in to bo realizirano v juliju. Prav tako smo pa naročili v bistvu prezračevanje za 2 prostora. To sta pa 2 mali učilnici na vhodu v avli, v pritličju. Te 2 učilnici pa nista bile namenjeni, v bistvu te 2 prostora nista bila namenjena, da skozi svoje uporabi. Se pravi, to ni... Te 2 učilnice, če bi šli zdaj mi projektirati od samega začetka, bi bilo verjetno tam, je najbolj primerno, da bi bila tam garderoba, ne da imamo mi garderobo v prvem nadstropju. Ko prideš v stavbo, je običajno garderoba. Zdaj, zadeva je bila tako zastavljena, da sta levo in desno 2 mali učilnici, ki bi se uporabljali pač za popoldansko varstvo in tako naprej. Se pravi, bolj rezervne učilnice pa za kakšne naroslovne dneve in tako naprej. Šola se je odločila, da bo pač te učilnice imela v redni uporabi za dodatno strokovno pomoč in tako naprej. In vkolikor bo prišlo do gradnje dvorane, pa bojo imeli noter prostore za športne pedagoge za takrat. In iz tega naslova je prišla potreba, da se opremita te 2 s prezračevalnimi enotami. Se pravi, izvajalec strojnih instalacij je zadeve pregledal in ugotovil, da predlaga 2 lokalni prezračevalni enoti, se pravi, da se ne povezuje to na centralni sistem, ker bo v bistvu strošek previsok, pa tudi v bistvu dimenzioniranje enote, ki jo ima pač za drugo šolo, zmanjša, ne, in je predlagal, da 2 lokalne enote, jaz tudi mislim, da je to ok, ker se bosta tudi lahko prižigale pa skapljale ločeno, takrat, ker ne bo uporabe, pač to ne bo delovalo, ne.
In to sta pa dve zadevi, ki smo do zdaj potrdili za izboljšanje funkcionalnosti šole. Uporabnik seveda ima teh želja še kar nekaj. Najbolj jih moti pač te mreže na oknih, to pač vam tudi naravno spem, to jih najbolj moti. Tako da tukaj ne nadzor na njihovo zahtevo, pač nihče, projektant sploh ni hotel o tem slišati, da bi se to odstranili, nadzor pa tudi ni hotel prisluhniti temu. Tako da mi pa, če se projektant pa nadzor pač ne strinjata iz spremembo projekta, tudi ne moramo v bistvu izsiliti odstranitev teh mrež. Tako da to je, kar sem imel jaz na tem sklopu. No. Zdaj lahko gremo naprej, pa bomo pol odgovore dal, če se strinjate. No. Zdaj bi na kratko sam zunanje površine še pri Oša Frana Albrehta, sam to vam predstavil, da pol nek naberem, da nič ne veste o tem. Se pravi, po preselitvi v novo šolo so nastali pogoji, da smo lahko izpraznili staro šolo in začeli rušiti, se pravi tukaj ne. Hkrati smo zaradi, kakor veste, se ste potrdili investicijski program, smo se prijavili s projektom zunanjih površin, na ureditev zunanjih športnih površin med šolama na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem pa športa, ne, za sofinanciranje. In smo mogli oba gradbišča naenkrat štartati, zato da bomo lahko ujeli konca avgusta moramo mi imeti zadevo zaključeno. Tukaj smo imeli pri obeh izvajalcih posluh, ne, lahko rečem, če ga tle pri tem objektu smo imeli nič ali zelo malo, ne, smo ga imeli tukaj pa zelo veliko. Se pravi, ona dva sta se organizirala tako, ne, da je nekdo tukaj rušil in če bi mi izvajalca za zunanje površine, ki bi hotel zaslužiti ali pa bi nam hotel nabijati rok, bi lahko rekel, da nima vzpostavljenih pogojev za gradnjo. Ampak sta se zmenila, da on tle gradi, odstranjuje objekt, izvajalec, se pravi zunanjih površin, je pa najprej tukaj pod našim dogovor z nami uredil začasno parkirišče makadamsko, nato se je pa lotil v bistvu tole prenovo rekonstrukcijo Kajuhove poti z investicijo novih parkirišč. Zdaj, to je bila zastavljena časovnica, kot je videli, da jo bomo zagotovo ujeli. Vrednost investicije po investicijskem programu, bom pa tudi povedal, kje smo trenutno. Se pravi, na teh zunanjih površinah bojo izvedene naslednje zadeve. Se pravi, rekonstrukcija Kajuhove poti ob glasbeni šoli in šolo Toma Brejca. Se pravi, prestavitev postaje za kamp Kolo, kanalizacija za odvodnjavanje padavinske vode, se pravi iz cest, ne. Rekonstrukcija vozišča, izgradnja več kot 25 novih parkirnih mest, to bo samo na tem delu, se pravi, bom pol tudi kasneje pokazal, kje, se pravi pri knjižnici pa pri glasbeni šoli. Potem izgradnja parkirišča pod Metalko, tam bo ureditev parkirišča z 32 parkirnimi mesti, peš in kolesarske poti, obnov in dograditev javne razsvetljave, ob teh poteh izgradnja novih športnih površin med mestnima šolama, kjer bo večnamenska ploščad za košarko, nogomet, odbojka, že zdaj povem, vse bo v asfaltu, atletska steza v tartanu 200 metrov dolga, pa nove parkovne površine z urbano opremo. Takole, zdaj mi smo, kot je bilo zastavljeno oktobra, štartali, kot sem rekel, pač smo imeli posluh iz izvajalca in načrtujemo, kot je bilo planirano, konca avgusta v bistvu zaključek del. Se pravi, sama izgradnja igrišč bo narejena že konec julija, samo po tem moramo še dokumentacijo urediti pa predati objekt. Spremembe na projektu bom tudi povedal, kjer smo v bistvu do zdaj se dogovorili. Se pravi, ob tem igrišču, ob tartanski stezi, so bile peščene površine. Ne. Podobno bo, Sandi se bo spomnil, da je bilo podobno na Duplici sprojektirano ob tartanu, direkt peščena, tam so pač iz eno maso rešili zadevo. Se pravi, te peščene površine ne sodijo ob tartan, ker to se tartan pač
uničuje, pa tudi nevarno je. Ne? Tukaj smo to opustili in bomo imeli prane betone. Se pravi, izvedba kabelske kanalizacije in temeljne za osvetlitev igrišča, to je v bistvu ločen projekt bil, pa smo ga vključili, se pravi, mi bomo naredili, kar je v zemlji, bomo tudi te kabelske kanalizacije pa temeljne za osvetlitev igrišča postavili. Sprememba načina odvodnjavanja športnega igrišča, tukaj vidite tele dve kanalete, ne? Prej je bilo tukaj mišljeno, da bo tukaj en pas trave. Pas trave brez kanalete, jaz vam povem, in tale steza je visela, se pravi, od zunaj navznoter, igrišče, vemo, koliko je velik, pa navzven, in tle je bil pas 1 meter trave, in to bi po dežju tle imeli stoječo vodo. Ne? Na tartanski stezi okoli in tukaj na igrišču. Se pravi, veste, da trava zraste, ne? Bi bila ruša, pri strani bi to ne bi požirali in to bi stali. Zdaj smo predlagali spremembo, da se to s kanaletami pač ravnimi, tukaj v krog, ne, je pa tudi v krogu, se okoli so kanalete. Se pravi, tukaj se bo tale površina odvodnavala prek teh kanalet, pa tale bo naklon pač navznoter. Tako da to smo spremenili. Pa ograditev igrišča. Ta igrišče je bil predviden brez ograje. Ne. Jaz si pač zadevo takšno ne predstavljam. Ne. Vi morate vedeti, da je to igrišče za 2 šole, da je popoldansko varstvo, da je tukaj bojo peš, se pravi peš in kolesarske poti. Si ne predstavljam, da je to brez ograje. To smo šli pač tudi, če projektant ima do tega zadržke, smo naročali, da tukaj se postavi panelna ograja, tako kot je pri Toma Brejca in posod, in tudi zunanje površine atrij pri novi šoli je ograjen in z enako ograjo bo ograjen pač ob stezi, ne, se pravi, te zunanje poti bodo izven ograj, ob stezi tukaj bomo pa postavili panelno ograjo z dostopom, se pravi, enim intervencijskim, tukaj bo ena pač peš za gibalno viranje in za kolesa in tako, in dostop bojo vrata, tukaj bo ena vrata, pa tukaj bo ena vrata. Tako da vrat na igrišče bo dovolj, pa tlej šole, no, tlej pa itak. Vrat bo dovolj, drugač bomo pa to zadevo ugradili. Pričakovana vrednost investicije po zdajšnjih simulacijah z vsemi spremembami, ki sem jih zdaj naštel, prej ste videli investicijski program 2 milijona 100, mi imamo trenutno okoli 1 milijon 600. Tako da z vsemi temi spremembami, ki sem jih naštel. No. Sam tale slajd. Hica. Malo počas mi dela tole. Glejte, zdaj, tole vam bi pa sam razložil, no. Se pravi, tale rekonstrukcija Kajuhove poti bo prinesla, se pravi, tle imamo stara parkirišča, vidite, tokle je bilo prej, zdaj bojo tule parkirišča, ko bo konc glasbena šola energetsko sanirana, tukaj jih nismo, so še tukaj parkirišča, tukaj tle so parkirišča, tukaj je dodatnih 5 parkirišč ob tej, se pravi, novi škarpi pod opornem zidu. Tukaj in pa pri knjižnici, ne, bo tukaj tudi 8 novih parkirišč. Se pravi, mi imamo tukaj tele, to je tek, sem jaz govoril, 25 novih, plus tle teh 8, se pravi, okoli 30, nekaj čez 30 novih parkirišč na območju glasbene šole, Toma Brejca pa knjižnice. 32 novih parkirišč na območju pod Metalko. Ta parkirišča razmišljamo, da bomo v času šole namenili pač za učitelje obeh šol, ker imajo problem tisti, ki hodijo s podružničnih šol s parkiranjem. Zdaj, zakaj bi tele parkirišča lahko namenili, se pravi 16, kakor se bojo dogovorili, v ta namen, to ne pomeni, da v sobotah, ko bo prireditev ali pa ko, da se to ne bo odprlo. To se bo takrat odprlo. Če bo športne prireditve, druge prireditve, se bo tale zadeva sprostila. Če bi imeli pa mi tole zadevo odprto skozi, ne, bi se pa zgodilo, da bi prebivalci pač parkirali vozila, ko bi prišli v šolo,
bi bilo zadeva zaparkirana. In jaz predlagam, da ne bi druga parkirišča namenili temu, da se tukaj pač vzpostavi za zaposlene teh dveh šol. No, me šteka računalnik. Se bo. Ja, nimam sreče. Znači, popemo pa na aktivnosti za izgradnjo nove športne dvorane. Tukaj bi pa, glede na to, da se razne tudi govorice širijo in tako naprej, in bi že rad, da se enkrat dogovorimo, kva si v tej občini želimo, bi pa rad časovnico, kaj je bilo, pa kako smo se v bistvu ta športna dvorana od 2009-2011 naprej ima svojo razvojni ciklus. In sicer dvorana je bila prav tako, se pravi, na ZAPS-u obravnavana, ponudba tudi za dvorano je bila dana, ker tudi jaz v začetku nisem vedel, da je bilo to samo za šolo, je bilo za cel kompleks. Tudi za ta kompleks so pač oddali natečajniki rešitve. In leta 2011 je bil idejni projekt narejen za rekonstrukcijo z dozidavo. Se pravi, o klasični rekonstrukciji brez dozidave ni bilo nikoli govora. Če gremo zdaj kar na tole, zdaj vam bom predstavil, kaj je to takrat pomenilo. Se pravi, tole imamo tloris, ne? Tole, kar so tele stebri, so obstoječi tloris. Tole, kar je pa tle zraven, ne? Tle, je bil pa v bistvu prizidek. In tukaj na temu prerezu se vidi, se pravi, sam ta trikoten streha bi ustala, ne? Zraven bi se pa v bistvu naredil dva prizidka z ravno streho. In to je bilo v bistvu prva ideja za to dvorano s 1000 gledalci, se pravi, to spet govorimo o 1000 gledalcih. Evo, 1000 gledalcev, kaj so ugotovili takrat? Potrebna ojačitev temeljev stebrov, ne, se pravi, te stebre je treba ojačati iz namena, zato ker dvigujemo to dvorano in je ta nosilc, ta jeklen nosilc bi mogel biti nov, ne, ali pa ojačan. Se pravi, in bi bil težji in je treba v bistvu to konstrukcijo ojačati. Se pravi, potrebna ojačitev temeljev stebrov, dvig in ojačitev jeklenega paliča, se pravi, ali nov ali pa se pravi ojačan. Prenova fasade, strehe in tako naprej, to je v vsakem primeru potrebno narediti, ne. Iz tega, ko se to lotiš, moraš elektroinstalacije, pa strojinstalacije, se pravi prezračevanje in vodovod in tako obnoviti, in potem se postavlja vprašanje, ali notranjost dvorane, se pravi, kar se tiče garderob in tako naprej, je to za prenoviti, je to še nekaj časa dobro. Predtem se sreča, ampak bistveno je tole, se pravi, ojačitev, temeljna ojačitev jeklenega paliča, jih je pripeljalo do tega, da so ugotavljali, ne, da bo zelo majhen v bistvu efekt, če bojo šli to zadevo na ta način delati. Ne. In zato so se, je pa tako, pri rekonstrukciji imaš nepredvidenih del lahko tudi do 25%. In ta razlika med novo gradnjo, ne, če oni ne bi imeli tukaj, se pravi, dograditve, bi bilo to druga zgodba. Tukaj imaš pa ti del objekta, ki ga dograjuješ, potem pa na drugem delu rekonstruiraš skoraj cel objekt in se ti pojavi, da lahko s tisto vrednostjo prideš do, tako kot če bi delal na nov. Pa tisto, kar ne rekonstruiraš, moraš v bistvu ohraniti, ne? To je pa pri nas parket. Kako boš, mislim, verjetno se vse da, da se vse, marsikaj se da. Zato so se odločili takrat, ne? To je pa 2013, se pravi, mislim, da je bilo polet 2013, je padla odločitev, da bodo delali dvorano prav tako za 1000 gledalcev, ne? Ampak da ne bojo rekonstruirali objekt, ampak ga bojo porušili in bojo na novo naredili. Ampak, kar je imel spremembo podprej, vidimo samo tukaj. Se pravi, drugače je bil objekt podoben, ne? Tle smo imeli prej tisto stopnišče, pa takole not streho, tala del je bil pa že enak. Ne?
Tukaj je bil pa v bistvu ravna streha, pa tle majčkeno razširjena, ne. Ampak dejansko je bil po funkcionalnosti zelo podoben pač tisti prvi ideji in tukaj je šlo za to. Izdelali so pa, se pravi, projekt za gradbeno dovoljenje in PZI. To je, bom tudi pol povedal, edini projekt od vseh teh, ki jih naštevam, ki je imel v bistvu komplet za gradno pripravljeno, ne. Tako je šola, ta dvorana približno izgledala, se pravi, mislim, da je bila tole je pogled iz Šolske ulice bil, tole je bil iz Metalke, ne, iz tega parkirišča, tole pa iz parkirišča ob dvorani zdajšnji. Tako je približno gledal, to sem hotel sam vam pokazati, da so tukaj že vsi te ravni fronti, ne, je že se ni več znakov zdajšnje dvorane. Zdaj, to je bil projekt pač rušitev ali gradnja, ne, isto za 1000 gledalcev, etažnost je bil pritličje plus 2 nadstropja v obeh primerih, ampak da drugo nadstropje v bistvu prvi je bil v bistvu sam tle, ki je bilo prizidan, ne. Potreb ali pa želja, ne, iz tega je prišlo pač 2013 spet ideja ali pa želja ali pa potreba, karkoli hočemo reči, ne, so izrazili pač, da bi želeli imeti večjo dvorano, več kot 1000 gledalcev in zato je sledilo naročilo novega projekta. Da jaz bi sam tole tukaj, ne, v teh stebrih sem pregovoril, za tisti, ki ste bili takrat na ogledu, ste videli, ne, pač res, če se gremo to rekonstrukcijo, bo ostalo zelo malo, lahko se pa gremo, ni problema. In so pristopili k naročilu za 2000 gledalcev, to je pa PGD, se pravi projekt za gradbeno dovoljenje in pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdano je bilo 2019, dokumentacija 2017, za športno dvorano, ne, za 2000 gledalcev, tukaj se je pa zgodila zadeva, ne, da je etažnost klet plus pritličje plus 2, se pravi dodali so klet in so navezali pač garderobe na, se pravi garderobe bi bile v zdajšnjem zaklonišču nove šole, povezali so pač oba objekta in pa tribune, ne, jih imamo zdaj, pa tudi v bodoče jih bi imeli tukaj. Zdaj po tem projektu so bile pa tribune takole obrnjene, bi bile pa takole, ker v drugače postaviti niso spravili noter 2000 gledalcev. Takole je približno tole izgledalo, ne, tukaj vidimo koto pritličja, tukaj pa koliko je bilo poglobljen, se pravi, problem te rešitve je sledeč, se pravi, imamo za 2000 gledalcev, super, imamo gradbeno dovoljenje tudi v redu, problem je, da imamo parket na nivoju kleti 3,2 metra od kote pritličja današnjega. To pomeni tukaj dol, ne, tukaj pa pritličje. Pri gradnji šole, ne, smo videli, kje je potalnica, kje imamo nivo reke, ki teče mimo, vemo, da smo imeli del te dvorane obstoječe v pritličju poplavljen. Ne cel, ampak del pa. Ne. Tukaj se sprašujem, ali, mislim, projektant je itak že raj vidi, da tega ne bi nikoli narisal, ne. Ampak smiselnost projekta, dajmo koto tako niže gremo, ne. Ker mi bomo imeli pol tle noter parket, vemo, kva to nam lahko v bodoče prenese, lahko bo, da bomo imeli, ne vem, pokrit kakšen drug športen objekt na ta način. Se pravi, če pa koto parketa dvignemo na koto pritličja, pa ne moramo imeti več 2000 gledalcev, a ne. In pač iz tega pridemo pač na razmišljanje, ne. To je pa že naslednji slajd, se pravi na razmišljanje, kaj lahko sploh še naredimo na tisti lokaciji, ne. Zdaj bi pa sam še tole razložil. Ideja o umestitvi nove športne dvorane, jaz sem napisal 2023, ki se je že malo začelo govoriti, drugače pa bolj realno 24, umestitvi nove športne dvorane Kamnik na drugi lokaciji skladno z OPN-jem, ne. 2500 gledalcev, super, to pomeni, to je edina dvorana, ki bi bila lahko po vseh kriterijih za tisti rang tekmovanja, ki ga nekateri želimo.
Med pa to nas čaka sledeče. Se pravi, 2500 gledalcev, v vsakem primeru novogradnja, govori se o regijskem športnem centru za odbojko, ker v nasprotnem primeru, če tega nimamo, se take dvorane sploh ne moremo privoščiti. Če imamo te klubce vse, se pravi, da moramo imeti sofinanciranje, se pravi države, če bo ta regijski športni center in javno-zasebno partnerstvo, jaz pobude iz ocene investicije, kdo bo kaj zraven dal, pa to še nisem videl, pa občinsko zemljišče v OPN-ju, pa v nadaljevanju tudi v OPPN-ju. Se pravi, mi moramo zagotoviti ustrezno zemljišče. Če bomo tole se šli javno-zasebno partnerstvo, moramo mi imeti nek zemljišče, a pa če jim damo stavbno pravico, občina mora zagotoviti ustrezno zemljišče in sprejeti OPN. To je pogoj, da mi sploh lahko o tem razmišljamo. Potem pa postopke za javno-zasebne partnerstvo ali stavbno pravico, to pomeni, da bo nekdo financiral to, ker mi že pri teh, se boste imeli proračun, malo boste danes obravnavali, pa že za to dvorano, ki smo jo že enkrat obravnavali, se pravi, delamo vse s kreditom, pa jaz ne vidim problem s kreditom, če delamo nekaj danes, kar rabimo, ne da šparamo 15 let, ampak da danes naredimo, pa 15 let uporabljamo. Ne vidim tega problema. Ampak vsega 2 dvoran na kredit se jaz ne predstavljam, da gremo isti čas delati. Čaka nas pa, ko se tole vse zmenimo, DGD, PZI, DIP, se pravi PIZ, IP in zagotovitev sredstev, na koncu nas pa čaka, kdo bo upravljal, pa kdo bo lastnik. Tole moramo vse razrešiti, preden se mi navzven pogovarjamo, koliko bi bilo fajn, kaj. In zdaj, ko bomo pa tole dvorano, ki bi jo imeli, moramo pa vedeti, v tem, kar jaz govorim, škoda, ker gospoda Pavlihe ni, ker meni se zdi prej zelo jasno povedal in pošteno. Jaz pa tudi tole, ko gledam, se to v 5 letih pač tele dvorane, ki jo zdaj predstavljam, 2500 gledalcev, pa OPN, pa ne vem kva. Če bo on naredil to do 2026 OPN, če govorimo o Smodnišici, drugje pa jaz, tazga zemljišča, so bile neke parcele, ampak jih je vedno manj. Z vsakim novim OPN-jem je kakšna parcela za športno dvorano manj, ne več. Zdaj, kakšne so moja razmišljanja, pa v katero smer jaz razmišljam, se pravi, da zagotovimo seveda je to škarje pa platno niso v mojem, jaz sem sam razmišljanje povem, glede na to, da dvorana za 2000 pri osnovni šoli Frana Albrehta ne moramo narediti, ker bi si naredili pač še, mislim, tudi zaradi kotbe in tako naprej, bi si naredili pač še več reklamacijskih zahtevkov, sam tisti bile neupravičeni verjeten. PZI iz 2014, ki je novogradnja, se pravi, nimamo rekonstrukcije, imamo pa novogradnjo za 1000 do 1200 gledalcev, ki jo uskladimo z aktualno zakonodajo, se pravi s pravilnikom učinkovite rabe energije v stavbah, ki je bil prenovljen, se pravi, to so fasade, okna in tako naprej, in pa požarna varnost. To sta 2 zakonski zahtevi, ki jih moramo ta PZI z njimi uskladiti. In pa navezavo na novo osnovno šolo Frana Albrehta, ker je ta, ampak to govorimo samo o nekem hodniku, da bi bil vmes v bistvu hodnik. To je najhitrejša pot pa najcenejša do nove športne dvorane pri osnovni šoli Frana Albrehta. Pa priprava razpisne dokumentacije. Zdaj, mi smo tele zadeve v bistvu naredili v 2025, tako da mi imamo za dvorano pripravljen. Kar imam jaz pomislekov, je to, da se moramo odločiti, ali se bomo odločili za to dvorano, to se mora ta politika pa deležniki, se pravi športniki predvsem, mislim, da so tisti glavni uporabnik dvorane, ker za šolo bo hitro dosti velika, sprejmemo odločitve, kakšno dvorano in kaj potrebujemo. A mi iz samo rekonstrukcijo te obstoječe, brez prizidkov, nadzidkov in tako naprej, ne pridobimo dodatnih športnih površin. Se pravi, iz novogradnjo to z 2014 s PZI-om pridobimo, se pravi, neke 3 dvorane, tako med 160 pa 240 kvadratov, to so za
za skupinske vadbe, za te zadeve, ne? Ker v Kamniku tega po mojem nimamo. Ne? Se pravi, to je za ples, za borilne veščine, aerobiko, pilates, se pravi za namizni tenis. Te zadeve bi vse lahko v bistvu tam združili na tem mestu. Ne? Tako da to sem sam to, ki vam hotel, da veste, s čim se ukvarjamo, pa kako razmišljamo. Tukaj sem pa še naredil, se pravi, tale del se meni ne zdi, tale ploh še 10 let bil, ne, tale parket, ne. Vse ostalo tole, tle, pa tole tle, pa garderobe, to bo pa treba obnoviti. Ne glede, a bo novogradnja, a rekonstrukcija. Največji problem izvajanja tega projekta, pa ne bo potrditev, pa krediti, pa to bo se vse preživel, ampak samo izvajanje gradbišča, ki imamo parkirišče, imamo se pravi prometnico šolsko, ne, se pravi tukaj bo zelo zakomplicirano in zato se jaz rekonstrukcije tle pa res ne predstavljam. Da že en še parket, poleg tega, da že konoma nič placa, še parket hrano tamle 2 let, ko to gradil, si pa tega ne predstavljam. Zdaj, to dvorano sem zraven dal zato, da se pogovorimo, da veste, pač, kakšne so možnosti, pa če želimo nek druge dvorano, pa če jo imamo lahko verjetno čez 4-5 let, prej je ne bo, ker so določeni postopki, ker zahtevajo čas. Za to dvorano se moramo tudi odločiti, a jo gremo prenoviti, a jo ne gremo prenoviti. Tako da, po mojem, da je prav, da se tle to pogovorimo. No. Jaz sem to vključil zato, ker je bil ta priložnost, ne zato, da bi kaj ulepšval ali pa da bi kaj skrival. Hvala. Hvala lepa, Bogdan, za res izčrpno poročilo. Mislim, da tle nimamo kaj dodati, oziroma vseeno jih odpiram razpravo. Svetniške skupine, ne, svetnice, svetniki. Ja. Matija Siter Močnik, izvoli besedo. Ja, hvala lepa za besedo. Tudi Bogdanu hvala za tako izčrpno poročilo v vseh treh sklopih. Mislim, da se tega manjka, še posebej glede takšnih zahtevnih projektov. Ne bom se dotikal prvega in drugega sklopa, se pravi samo odprave napak in pa ureditve zunanjih površin. Bi se pa dotaknil predloga sklepa in pa potem tretjega sklopa, ki se nanaša na dvorano. Malo me bega predlog sklepa in sicer tukaj piše, da se seznanimo z aktivnostmi, ki se izvajajo na območju UNK 9 šole po zaključku gradnje osnovne šole Frana Albrehta. Nadalje, če pa gledamo gradivo, pa imamo sklop C, kjer piše, občinska uprava je trenutno v fazi priprave razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev in tako naprej, glede na trenutno stanje in angažma pri zagotavljanju sredstev in tako naprej. Je sedaj še priložnost, da v okviru razprave člani občinskega sveta izrazijo svoje mnenje o vsebini in primernem času začetka gradnje nove športne dvorane. Se pravi, zdaj mi s tem stanjem seznanjamo, ali danes že dajemo neko bjanko menico, da gremo v to investicijo. Ne nazadnje, mislim, da je bilo dobro leto nazaj, ko smo obravnavali to temo in je bilo rečeno, da predno bomo sprejemali kakršnekoli odločitve, ali gremo v to investicijo oziroma v kakšnem obsegu, da se bo to sprejemalo šele po pridobitvi ali pa novelaciji PZI-ja, ko bomo tudi videli, kakšna bo nekako projektantska ocena investicije in da če bo to presegali 10 milijonov, da potem absolutno v to ne gremo, ne glede na to, a so sredstva odobrena ali ne. Vsem tem me zanima, glede na to, da piše, da se ne odločimo o primernem začetku gradnje, če se ne motim, je bilo takrat rečeno, da vkolikor bojo sredstva odobrena, ne moramo s investicijo oziroma začetkom gradnje pričeti že jeseni, da ujamemo roke za izgradnjo same dvorane oziroma da smo potem upravičeni do tega milijona. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Robertu Prosenu. Robert, izvoli. Ja, lepo pozdravljeni, hvala lepa za besedo. Tudi hvala lepa Bogdanu za izčrpno poročilo. To smo pričakovali že malo prej. Tudi ta poudarek, da se vsi deležniki skupaj srečamo, no tega do zdaj še ni bilo. Če lahko govorim v imenu športnikov, čeprav sem sam rekreativni športnik, ni bilo nobenega srečanja o tem, da se pogovarjamo o stari, o novi oziroma kakršnikoli dvorani. Lahko vam povem, da
smo športniki zelo prestrašeni, kaj se dogaja in tega ne vemo. Enkrat se govori, sej ne bomo tega podirali zaradi tega, ker športniki nočete. To sploh ni res. Katerokoli športno pridobitev dobimo, smo vsi športniki za. Tudi če bo to katerakoli dvorana, ampak na način, kako se pa to trenutno dogaja, je pa zaskrbljujoč. Moram povedati, da največji klub v kamniški občini se letos, zaradi tega, ker se ne ve, ali se bo dvorana podirala ali ne, ni prijavil na niti en mednarodno tekmovanje. To se do zdaj še ni zgodilo. Vprašanje je, zakaj se niso prijavili, ker so rekli, ne vemo. Ali bo dvorana ali ne bo. Mi si ne moramo privoščiti, da se prijavimo v mednarodno tekmovanje, potem pa nimamo dvorane. Naslednja stvar. 2 dni nazaj so bili objavljeni razpisi za nove termine v naslednji sezoni. Dvorane Frana Albrehta v teh terminih ni. To je tista stvar, zakaj se športniki najbolj zavzemamo oziroma hočemo povedati, kaj je narobe. Noben nam ni še do zdaj povedal, danes je bila to ena prvih takih predstavitev, kaj se bo dogajalo v sezonah, ko se bo ta dvorana, če se bo podirala. Kdo bo kje igral? To pomeni za kamniški šport lahko tudi konec kakšnega kluba, ki ne bo najdel ustreznih kapacitet in financ, da bo pokril tiste stroške. Ali bo tukaj občina, ki je pristopila k tem ali ne, tudi to se ne ve. Tako da v sami dvorani, pa tudi o tem, kolikor jaz vem, je en projekt bil pripravljen za smodnišnico, kolikor je Bogdan danes že tudi nekaj razložil, pa potem z druge strani ni bilo posluha. Čeprav je bilo govora o sofinanciranju z državne strani v vrednosti 40% investicije. Mi se pa danes pogovarjamo, da bomo dobili 1 milijon od 9 milijonov pa pol. Se pravi, ampak še enkrat, to, kar najbolj pogrešamo, je en tak pogovor, mogoče to je dober začetek, da se športniki skupaj zberejo z občinsko oblastjo in da skupaj najdemo eno rešitev, ki bo zadovoljevala vse. Hvala za enkrat. Hvala lepa. Besedo predajam Ivanki Učakar. Ivanka, izvolite. Še enkrat hvala za besedo. Bogdan, najprej tudi z moje strani hvala za razumljivo razlago, za sliko tako, da si res lahko predstavljamo, kako te stvari so potekale oziroma kakšne so zamisli za naprej. Imam pa nekaj drobnih konkretnih vprašanj. Najprej v zvezi s šolo oziroma z željami uporabnikov, konkretno učiteljev. S senčenjem je še vedno veliko težav, to vem pač kot bivša članica sveta šole in je bila zamisel, da se to rešuje s krpankami, pa me zanima, ali je to zdaj potrjeno, ni potrjeno, se je našla kakšna druga rešitev, če se teh mrež zaradi tega, ker so avtorsko delo, ne da zamenjati, spremeniti. To drugo je pa vprašanje povezano z zunanjimi površinami. Pozdravljam to, da bo grajeno in da ne bo kar prosto po. Me pa zanima, kakšen bo potem režim za zunanje uporabnike oziroma popoldanske uporabnike, da tako rečem. Tukaj sprašujem kot krajevna skupnost Kamnik center, kjer smo zaenkrat razen tega skromnega nogometnega igrišča na Žalah brez igrišč, da kakšen režim bo treba vzpostaviti. Pozdravljam tudi to, da bodo sedaj prepotrebna parkirišča okrog, tako dopoldne za zaposlene kot popoldne za različne dogodke. Sem pa z žalostjo opazovala, da se je kar nekaj dreves moralo posekati zdaj pri tem spremenjenem sistemu, pri knjižnici, pri kamkolesih, pri šoli posod pač se je drevesa sekalo. Vemo, da drevesa prenašajo senco, hladijo in tako naprej. Me zanima, kje bodo rastla, če bodo rastla nadomestna drevesa. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Karli Urh. Karla, izvolite. Hvala za besedo še enkrat. Bogda, hvala za tole poročilo, ker res je, da se marsikaj govori, a ne? Sej,
Konec koncev je dobro, da se govori, da se iz tega nekako premaknemo in ne ostajamo na mestu. Ker veste, tam, kjer se nič ne govori, potem ne vemo, a kaj tli, a je že vse zamrlo. Zato sem zelo vesela, da smo danes tole nekako začeli. Me pa moti recimo druga stran, ker ko sem na samem odboru tudi za proračun tole nekako začela, res moti me, da ni vodstva šole, ki bi lahko točno povedalo tak, to je, to ni. Jaz še vedno ne vem točno. Jaz vem samo, kar piše v poslovnem načrtu, v delu poročila, pa v finančnem delu. Pisna pa sem in vedno preberem gradivo. Res ga preberem. In tle seznam nefunkcionalnosti. Vsi vemo, je funkcionalno, ni funkcionalno, je uporabno, je manj uporabno, skratka. En kup stvari se je nabralo, za katere ne vemo, določene je zdaj le Bogdan obrazložil, vendar, a veste, šolska kuhinja ni primernih delovnih površin, ureditev zasebnih prostorov, kjer je to nujno, skratka, cel spisek iz poslovnega poročila in finančnega isto. Tudi jaz se strinjam tale, moram reči, da od kolegice hči hod v 6., 7. razred in je rekla, teta, da bi ti vedela, nam je to kuroče, pa nič ne vidimo na tablo, ker toliko sonce not pripeka. Sej imajo klime vklopljene, ne me razumeti, da je zdaj vročina, da jim je vroče, da se parijo, ampak ne vidijo, ker je taka močna svetloba. In te mrežice, ki so noter, so to točno čisto nič funkcionalne. In te mrežice zdaj, ne vem, jaz nisem šla gledati, ampak jaz upam, da boste prišli skupaj, da se določeno res zaščito teh steklih, a veste, kaj je steklo, to je res potem ta, bom rekla, svetloba in je rekla, mi se moramo stisniti vsi v en kot, da vidimo na tablo. A si predstavljate? Nova učilnica, pa ne samo ena, jih je vse tiste, ki so nekako na tem sončnem prostoru, imajo ta problem, ker skozi stekla te mreže ne morejo preprečiti tega vdora močne svetlobe, ki je. To je, veste, da je klasika bi bile te, rekla, zastirke, ki so narejene iz pomagati žaluzij, ampak to ne tanke žaluzije, tiste konkretne, ki jih imajo določene površine velike. Ampak to je ena reč. Potem je cel kup nekih težav, ki so še vedno, in to sem jaz pogrešala. Ne da meni govorijo kolegice, ki je bila na seminarju, ena je rekla, sem stopila pa v lužo. In jaz še vedno ne verjamem, da not nateče, dokler, ne vem, mi to ne pove en, ki je dol v službi, oziroma ki je vodstvo. Res, ne vem. Ker zdajle ni bilo nič dežja. Je rekla Katja, če je pa res šel dež, je pa res mogoče not lahko tekel. Ja, halo? Jaz, če imam novo hišo, mora streha držati in pika. Je pa tekel že tudi prej noter, kot vem, ko so se pogovarjali še Dušan enkrat, pa ne vem, kjer so bili v nadzoru, da je neki not tekel po lesu dol. Kaj? Ne vem. Jaz nisem bila v nadzornem svetu ali pa odboru in tem. Ampak, če imamo novo bajto, ki je vredna tok in tok, sploh ne vem, boste tudi to drugič povedali, koliko je vse skupaj koštalo, ker je ogromno, moramo tudi zahteve postaviti, da je to funkcionalno in dobro. To tako je. Vem pa, da se je Bogdan zelo potrudil, ampak seveda ima pa tudi veliko dela, ne? Poleg svoje službe, pa še tole včasih res potem ne moš biti na 2 ali pa 3 koncih. To je samo nekaj. Vi si lahko to preberete na strani 54, 55 in v poslovnem tem poročilu, v finančnem poročilu jih je pa tudi cel kup nepravilnosti, ki smo jih dobili na mizo in smo to obravnavali pred kratkim. Pa ne vem, če je kdo prebral. Mislim, jaz sem to, imam tle vse zabeleženo, to te vedeli. Mislim, res, že zadnjič, ko sem začela tole, res, če ne bi me kolegica tamle, ki je rekla, a veš, da sem stopila v lužo, sem rekla, pa kako dej nehi. A smo spet pri Šmartnem 2. Vse se ve, kako je bilo takrat. Toliko časa smo motovili, pa čakali, reklamacije se niso uporabile in na koncu smo mi vsi plačali še eno streho novo. Verjemite, da smo jo. Tako je bilo. Ne bom dolgovezla, vendar res želim, da ta seznam vseh teh nepravilnosti, ki so, probate čim bolj
rešiti, čim več rešiti. In ne prelagajte to na šolo, ker šola ni profitna organizacija. V šolah je prodaja znanja, ne materijala, s katerim služimo in tako naprej. Ali pa sem zdaj že pač izven tega, vendar, ker določeni so rekli, ja, vsi pa vi delate, saj nič ne zaslužite pa to. Ja, mi prodajamo znanje, ampak to tako je, ampak od tega ni bilo denarja. In tudi zdajle, recimo, ko je obravnaval Svet šole, mi je rekel kolega, čiščenje stekel enkrat na leto bo koštalo 9.000 evrov. In to se mora, po moje, zelo zamisliti tudi lastnik tega objekta, ker šola sama, jaz ne vem, odkje je 9.000 dobila. Mislim, to so te stvari, ki smo jih malo spregledali, pa malo, ne vem, zanemarili, zato res probajte rešiti vse tele zapiske, ki so noter. Jaz sem sam tole prebrala, kar je ene par zadev, ki so, jih je pa cel, bom rekla, dolg spisek. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Jožetu Korošcu. Jože, izvolite. Ja, hvala za besedo. Mogoče najprej sam, kar se tiče šole, hvala Bogdan za res izčrpno poročilo. Ta stekla, jaz bi se želel, da bi en del odgovora bili tela sedu, se pravi, ta naši veleumni zlati arhitekti, ki to rišijo. Mislim, jaz dejansko kar kocine dobim, ker takole potem slišiš zadeve, ker to so le študirali, morajo biti neke izkušnje, morajo poznati in teren in vreme in pač namembnost objekta, ampak očitno, ne vem, očitno so ti naši arhitekti kar zmrazi me, ki slišim, pa ne bo to zdaj pri šoli, pri steklih, ali pa potem pri športni dvorani druga varianta, 2 metra, 3 metre pod parket. Mislim, to mi je vsak osnovno šolc bi to ne bi šel to risati. To, da mi je res, to pa zato, ker pač ne odgovarjajo za nobeno zadevo nikoli. Oni samo čim več narišajo, čim dražje prodajo in to je njihov biznis. Druga pa se pravi kar športna dvorana. Jaz mislim, da je bilo prav, da se okoli tega, jaz tudi sem tako razumel lanskrat, da se pač nismo še takrat odločili čisto do konca zadevo, da se pač enkrat na to temo, da je občinski svet, lahko tudi potem deležniki zraven, in da se jasno pove, a ne enkrat, da notijo tista ugibanja, se splača, ne splača, kaj pomeni to za šolo, kaj pomeni za športnike, kaj pomeni na koncu za proračun, ki moramo vedeti, to se moramo zavedati. Če bomo tudi vzeli kredit ali pa če bomo 10 milijonov dali za športno dvorano, pomeni spet, se pravi, naselja okrog in okrog, ceste, to pozabimo kar za nekaj cajta spet, mogoče v manjši obliki, ampak ne pa kakšne več te zadeve, mogoče bolj potrebne. Tako da treba je premisliti, pa potem, ker se pač nekako odločiti, pa za tistem stati, da pa vsak pogovori po svoje. Je potrebno, se splača rušiti, verjamem tudi, da OPN ne moreš sprejeti čez noč, kje bi se gradil, kdo bi financiral, to so samo govorice, ampak na koncu pa odločiti se bo treba, tako ali pa tako, varianta A pa B. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Aleksandru Uršiču. Sandi, izvolite. Ja, hvala za besedo. Hvala Bogdanu za res izčrpno poročilo. Če sem 2 dni nazaj, ko imel prišel, se mi zdel, da je tole neki nasilo, pa neki nepotrebno, ker sem vedel, kaj je Karla na kolegiju povedala. Moram reči, da se je danes vseeno izkazalo, da je zadeva dobrodošla. Začel bom pri letnem poročilu, jaz ga nisem prebral za prejšnjo sejo, sem to tudi na seji povedal. Prebral sem ga pa zdaj, ker mi zanimalo, če noter kaj piše o novi šoli. In sem bil zelo presenečen. Ne bom se ponavljal za Karlo, kaj je šola noter zapisala v en uraden dokument. S pričetkom uporabe nove matične stavbe smo pričeli z urejanjem funkcionalnosti nove šolske stavbe. A si morate misliti, nekaj novega imamo, upravitelj ali uporabnik se pa mora v začetku začeti uporabljati s funkcionalnostjo. Med drugim tukaj piše urediti zasebnost sanitarij v drugem nadstropju, kjer so WC školjke neposredno ob veliki stekleni površini, ki ne nudi zasebnosti. Saj je smešen zdaj, ampak eno so arhitekti, drugo smo pa mi tukaj. In tukaj se moramo žal vsi skupaj malo politi.
V prejšnjem mandatu sem bil med redkimi, ki je upal na glas razmišljati o tem, da mogoče pa po več kot 10 letih cajt, da tisti Hočevarjev projekt vržemo v koš in se vsega z nule lotimo. Saj mislim, da bo to Bogdan potrdil. Da smo se za eno mizo v županovi pisarni večkrat o tem pogovarjali, občinski svet je pritiskal po svoje, glaven je bil pa pritisk tistih, zaradi katerih je sploh prišlo do rušitve stare šole. Se pravi, te zagovorniki protipotresne statike in tako naprej. In to je bil en od glavnih razlogov, da smo šli v vse to. Tako da tukaj, ja, arhitekt je narisal, kar je narisal, papir očitno vse prenese, tudi školko zraven steklenih površin in tako naprej. Ampak na nas pa je, da tukaj očitno moramo stvari malo bolj pogledati. In to zdaj že kakšno sem že to povedal. Ne? Če se tukaj zdaj navežem na dvorano, absolutno sam roke stran od projektov teh, ki so že gradbena dovoljenja pridobljena pa razpisana, ker očitno ne vemo, kaj je vse izkrito v teh projektih. Kaj nas čaka pri eni novi dvorani, bomo posodabljali ali ne. Če se navežem še na zunanje površine. Super, hvala Bogdan, da si se zavzel za to, da bojo igrišča zaprta. Dodal bi še nekaj, z istim problemom sem se jaz srečeval na Duplici. Vrata ni dovolj, da so vrata, ampak je fajn, da so vrtljiva. Ker čez vrtljiva vrata ne gre kolo pa motor, ker če bojo navadna vrata, nekaj dosti razlike je zaprto, a ne. In tudi na Duplici sem jaz mogel prepričevati projektantko, da je to smiselno. Pokazalo se je pa smiselno, še predno je bila zadeva narejena, ker se je nekdo s skirojem vozil po sveži plasti tartana položenega. Ampak na srečo je bil to takrat problem izvajalca, ker ni dovolj zaščitil gradbišča. In tukaj sem za konec navezal še na tisto, kar smo imeli pod prvo točko. Mi zdaj strašne milijone vlagamo v našo prihodnost, v našo mladino. Rezultate pa dnevno opažamo. In pa se še enkrat več vprašam, a je res vredno vse te milijone vlagati v beton, na koncu pa rezultat, produkt pride ven tak, kot pride, kaj več odvisen očitno od doma, kot od tistega, kaj lahko učiteljice in učitelji naredijo. In zato sem dvorane dotaknil sam na ta način še, tako kot je že Jože rekel. Ali bomo res imeli tamle bogato eno šolsko območje, pa bo zaradi tega podeželje potrpel, pa kakšne ceste, se bomo mogli na eni med naslednjih sej pogovarjati. To, kar tukaj vidim, da je že vse pripravljeno za razpis, ne gre skupaj s tistim, kar smo danes se pogovarjali, oziroma kar je bilo povedano. Ne. Vemo, da se po eni strani vse pripravljen za izbor izvajalca za dvorano, po drugi strani ni razpisanih terminov v dvorani jesen. Danes se pa še tukaj vseeno malo pogovarjamo, a se bo to začelo ali ne. Tako da sem dobil občutek, da v bistvu zdaj na občinskem svetu, da smo mi tisti, ki bomo rekli ne, zato da bo nekdo, ki je še nedolgo nazaj govoril ja, lahko se na nas govoril, no, sam tega ne, danes mislim, da ne bo. Tako da hvala. Hvala lepa. Predlagam Bogdanu, da poda odgovore. Bogdan, izvoli. Hvala za besedo, hvala tudi za vprašanja. Šel kar po vrst. Gospod Siter Močnik, PZI bo pripravljen, pa nobene bianko menice danes ne podpisujete. Jaz sem hotel, pač to dvorano sem dal zraven zato, ker ne bi želel spet čez 14 dni ali pa čez en mesec, da nekdo kaj ne ve, zato sem pripravil to za celotno območje. Verjetno ste opazili tudi zunanje površine, da se delajo, pa nobenega ni nič zanimalo, ali pa nisem jaz tudi čutil, da bi poročilo tiste na vsako drugo sejo nadaljeval, pa bilo mogoče bolj, da jih bi. Se pravi, ta seznanitev, z ničemer se ne obvezujete s to seznanitvijo.
Ta seznanitev je zato, da ste obveščeni, v katero smer smo delali na teh 3 področjih. In zagotovo jaz sem sam hotel povedati, pač, da če so še kakšna vprašanja, tako kot so gospod Uršič pa Prosen izpostavila sta, da bi se mogli še enkrat, pa da bi se mogli s športom več pogovarjati in tako naprej. Če so še vprašanja, je prav, da se pogovorimo. A ne? Preden začnemo graditi, je prav, da se pogovorimo. Tako da mislim, da sta to 2 vprašanja, no, ki ste odgovorili. Kaj ste vprašal, gospa Učakar, poseg dreves, res je, pač, če ne posegaš nobenega drevesa, pač ne moš nič novega narediti, ne. Če so bili tam pač so rasla tam, kaj je bila predvidena, so dodatna parkirišče, je treba pač potegniti tudi tak ukrep. Je pa res, da bo že drug teden na celotnem območju zasajenih več dreves, kot je bilo odstranjenih precej več. Tako da že drug teden. Tako da senčenje šole s krpankami, še te krpanke, ki so, ne, to bo tudi Sandi se verjetno spomnil, ta šola je imela še precej več mrež. Ne. Celotna je bila pomrežena, še tam, ki ni benga okna. In takrat smo vztrajali, pa mogli vztrajati čist do konca. Ne. Tiste krpanke, ki so na lamelah na lameli A, tiste smo mi v bistvu izsilili takrat. Ne. Pa bi bolj, da bi ta šola izgledala precej bolj, če bi bilo okoli krpanke, pa mreže samo prstran kot okvir. Ampak žal tako je, vsega se pač ni dal. Res je, da to, kar je Sandi rekel, pa tudi on verjetno potrdil, da sem tudi jaz, če bi od začetka šli, bi bilo mogoče boljše, da bi rekonstruirali staro šolo, jo znižali za eno etažo in eno lamelo zidali ob Bistrici. Ne bi bila to klepa, bila pa isto funkcionalna. Vprašanje pa, koliko bi bila cenejša, verjetno ne veliko. Ni danes, ko gradimo, pač ni ta, tako sem rekel, rekonstrukcija ni lih poceni. No. Sej rekonstruiramo trenutno en objekt, pa bomo tudi videli, ni čisto tako, da boš rekel, rekonstrukcija boš za pol cene naredil, ne boš. Nefunkcionalnost v šoli, gospa Urh, res je, ampak to se mi pogovarjamo tudi o povečanju tehnične učilnice in podobno, ne, ki je večja od normativov. Od legalnih pultov. To se ravno s projektom šola smo mi povabili, mi se je šolo še vedno dobivamo na sestankih. Tudi v tej športni dvorani, ta PZI, so določena prostori, ki bi bili namenjeni njim. Ker tudi vseh teh, ki sem prej govoril, vseh načrtih so bili prostori, ki so bili namenjeni šoli. So zadeve, ki jih uporabnik želi, pa jaz mislim, da čist do vsega pa ni upravičen. Čist do vsega ni upravičen. So pa zadeve, tako kot so, ne vem, senčenje, pa te zadeve, to pa more biti urejeno. Čist vse pa ne more biti. Zdaj, imajo tudi interaktivne table vsi, ne. To vidimo tamle dol, približno, kako se to vidi. Vse učilnice imajo interaktivne table, ne. Tako da tukaj je slaba svetlova še slabša. Tako da so pa to 3 učilnice na lameli, na te jeklenem delu, na lameli B, drugo nadstropje. V teh učilnicah opozarjajo, da je pač tukaj problem. In to pač bo treba rešiti. Zdaj, iz šolo se mi pogovarjamo, tudi ločimo, kaj bojo oni naredili in kaj bomo mi naredili. Kot sem rekel, smo mi že nekaj naredili. Oni imajo tudi določena sredstva kot presežke, ko ustvarjajo. In del teh presežkov bo oni namenili temu. In to smo mi, gledajte, gospa Urh, mi se to z njimi dobimo in se dogovorimo tudi. Mi smo šli k njim, mi bi lahko tudi rekli, da ne bomo akustičnih oblog realizirali, da ne bomo realizirali
prezračevanja v učilnicah, so jih dodatno spremenili namembnost ali pa uporabo. In tam, ko začutimo, da je pač nujno in ker je, ne vem, te dve investicije, ki sem rekel, sta približno vrednosti 20.000 evrov ali plus, tam jim gremo nasprot. Ne moramo jim pa čisto vse nasprot, ker jim ni všeč. Ker kakšna stvar jim ni všeč, mogoče jim bo pa, ne vem, čez drug let pa všeč, ki se jo navadili. Stvar, ki imaš novo, jo je treba sprobati. Mislim, se je treba navaditi, se morajo tudi oni prilagoditi kakšni stvari. A ne? In če imajo vse tehnične učilnice po kamniških šolah določeno, ne vem, površino, a ne? Pa vam bom povedal rešitvo, ki jo je predlagal pač projektant. Če imajo določeno površino, ne moramo mi njim zagotoviti še enkrat večje učilnice. Zdaj, kar se tiče likovne pa tehnične učilnice, jim bomo predlagali, da se te dve zamenjata, ker sta ena ob drugi. In bo verjetno to, in ima ta tehnična več prostora kot likovna, in bo verjetno to morda prišlo do tega, da bo zadeva sprejemljiva. So pa tako, oni opozarjajo čisto na vse, kar imajo prav kot uporabnik. Čisto na vse. To pa ne pomeni, da je to grozno, da oni to ne morejo, da ni toliko funkcionalno, da oni ne morejo izvajati pouka. Jaz mislim, da ta zasenčenost tistih treh učilnic je največji. Še največji, če je to res, a veste, če je to res, pa verjamem, da je res, je to tako, ne. Vam pa en primer povem, ne. Ko se pa njim zgodi ena zadeva, ne, pa verjetno ni napisana v teh poročilih, ne. O kraji 4 iPadov, ne, ni verjetno napisan nikjer, pa mene pa sprašuje, kaj ne zdaj naredimo. Prejeli ste jih upravljanje, jasno je, kva morate narediti. Policiji prijavča, policija ne more, zavarovanje, drugače pa še kaj iPade se da verjetno vse slediti. Ugasnite jih, sam upam, da ne v tega še mogo gasniti, kaj ga rab. A veste, v tem pa ne piše nikjer nič. Se pravi, piše se določene zadeve, ki jih hoče še od občine dobiti. Kakšne zadeve pa treba rešiti in tiste se bo treba lotiti. In mi smo se jih lotili. Vse zadeve, ki so pa reklamacije in tudi njime naročeno, kar je reklamacija, naj dajo, se obravnavajo in se rešujejo. Tudi ena zadeva ne stoji. To sem prej pozabil povedati, pa mislim, da je not piše. 16 reklamacij je trenutno bilo vloženih. A ne? Se pravi, mreže pa sem čital, je sigurno najbolj neposrečena, pač to, kar je projektant, najbolj neposrečena rešitev. Ne? Pa ta ne misli, da med projektom to nismo opozarjali. Med projektom smo vsi to opozarjali, pa je pač projektant ustrajal na tem. Žal, se sliši noro, ampak žal tako je. Kot sem rekel, reklamacije se vse obravnavajo, čiščenje stekel. Zdaj jaz za ta predračun ne vem, stekel je veliko, verjetno za njih ne bo nihče čistil, ne. To je dejstvo, so na takih mestih, da bojo to mogli imeti pač nekoga, ki bo to čisto, to je dejstvo. Za ta predračun pa drugače ne vem. Nisem me tem seznanil, s kakšnim drugim predračunom pa me seznanjajo in se pol tudi dogovorimo, ali je to predmet tega, kar mi še lahko naredimo. Ne mislimo pa mi delati razlik med šolami, a veste. A ne? Ena šola, recimo, vse veste, ne vem, pa nam rekel Duplica, stran je, ne vem, kar šmartno, imajo tudi kakšne potrebe, a ne? Vse imajo potrebe in moramo tudi za tiste gledati, da jim bomo, ne moramo zdaj sam Frana Albrehta pa Frana Albrehta. Toma Brejca, ne? Verjetno to še ne veste, pa boste tudi zvedali, a pa ste, je že govorica, ne? Tudi tam kakšna voda ket stoji, ne? Tako, 150 litrov na dan. Ne? Pa jo bo treba rešiti. Tudi tam so imeli reklamacijo, sam verjetno nisem imel takole zapisnikov, ne? Vsak objekt, toliko velik, ne? Danes imajo v Ljubljani pač na novem bazenu zaprt. Zakaj ima zaprt? Pa jaz se ne posmehujem temu, zato ker vem, kva to poje. Tak projekt, vam bom tudi povedal, kje do problemov pride. Podizvajalci. Če ima podizvajalec podizvajalca ali pa enega, da rekel, pa ne grdo misliti, pač nekega, ne vem, nekoga zaposlenega, ki ga naplača dobro, bom tako rekel. Ali pa da podizvajalca 2 meseca naplačaš, ja pa on ti lahko mrskej naredi. A ne? Koliko so včas klubuk, v dimnik, ne? Tako, to jaz opažam, da tam, kaj je bil izvajalec, recimo, rekel elektroinstalacije, so imeli firmo Elkom, ki je velika, pač
velika, odgovorna, tam skoraj ni problema, razen da senzor, pač da material zataji, ne? Pridejo, zamenjajo. Tam ni izvedbo pač nobenega problema. Tam, ki so pa očitno imeli podizvajalce, ki so bili slabo plačani ali pa so jih karkoli drugače, tam se pa lahko zgodi, da je tako. Tako jaz opažam, no, glede na tele reklamacije. Je pa kakšna reklamacija, sem pa siguren, ko bo popravljena z reklamacije, ki je prišla iz uporabo. Predstavljajte si, imate balkon, imate krpanke in cel dan dol in učenci tam hodijo, ja pa vabijo ga, jaz sem bil tam, tista špahca te kar vapa, ne, une so pa na elektriko, tele krpanke niso na roke in so na elektriko in če en noter pritisne, pa da en tam neki ima naslona ali pa karkoli je utrga. In to zdaj govorim tako o primerih, ne da se neki hočem zvleči ali pa karkoli, ampak so taki primeri, ki so upravičeni in jaz mislim, da tisto senčenje tistih 3 učilnic bo treba rešiti, zagotovo. Ni pa vse toliko slabo, kar je tam napisan, je pa to, tudi to so nam predali. Sam, če bi mi vse obklukali, vedno daljši bi bil ta seznam. Ne smemo, mi pa tudi moramo gledati to, ne smemo, ker moramo tudi na druge šole gledati. Zdaj, za obravnavo športne dvorane, ne, pač, kot sem že rekel, jaz sem to čistko zraven dal, da se o njej pogovarjamo, nobenega, se pravi, pridobljene so bila gradbena dovoljenja, verjamem, da je bila takrat stroka zraven, verjamem, da so bili športniki zraven, vem, da so bili, ker sem videl maile, to je gospod Uršič tudi verjeten videl, odločali so celo o spremembah projektov, tako da o tem jaz težko rečem, da jih ni bilo zraven. Koliko široko je pa druga zgodba. Se pravi, jaz predlagam, da se enkrat na nivoju pač športne zveze ali pa predstavnikov športne zveze usedemo, glavnih deležnikov v športu, svetniške skupine, lahko tudi vsi svetniki, da pogledamo, kaj lahko naredimo na tem področju. Ne? In kdaj gremo to gradno in tako naprej. In to čim prej. Sem za to, da gremo to čim prej. Ker to, da nekdo ni bil pripravljen, pa ne vem, IDP, lahko vam ga tudi pokažem, na kakšnem nivoju je to pripravljeno. Ne. IDP smo imeli mi 2011, ne, tamle za ta projekt. Za un projekt je pa še precej bolj tako narejen. To je res en koncept, kako bi lahko bilo. In to je v Smodnišnici. V Smodnišnici gospod Pavliha približno časovnico povedal in mi ne moramo nekomu dati stavbne pravice nekje, kar on ne more graditi. Se to ne predstavljam. Kot sem pa že rekel, za vsakmo OPN je pa manj parcel za dvorano. Bi bilo pa lažje, zagotovo, da eno dvorano drugo zgradiš in pol to mirno sprazniš. To pa zagotovo, da je to lažje. To uporabljaš, narediš novo, zdaj, a si to lahko prvošmo, na kakšen način, a gremo eno zagotoviti parcelo, pa mu damo stavbno pravico, pa on naredi, pa on trž, pa on upravlja, pa smo mi samo koristniki terminov, plačujemo te termine. To se treba dogovoriti. Ne, da bomo zdaj en projekt opustili, pa šli na drugega. Ta dvorana pa ni tako slaba, da ne bi še en let mogla počakati. To je pa dejstvo. Ne. Zakaj ni terminov razpisanih? Zato, ker gremo mi lahko v izgradnjo te. Ne. Jaz se bom zavzel za to, da se še enkrat o tem pogovorimo. Ne zato, da mi gremo lahko v gradnjo. Imamo IP potrjen, imamo dokumentacijo tako daleč, lahko bi šli, sam pač jaz nočem, da sem hodim, pa da smo na 2 bregovih. Mislim, dvorana pa ni tako slaba, da je mogel še tudi kakšen let potrpeti, to je pa res. Zagotovo, upam, da nam zdaj kakšnega spustil. Se pravi, glede zunanjih površin, se pravi, ko se zaključijo, se naredi načrt, predajo v upravljanje. Ne. Tako da, gospa Čakar, ko bo pač ta zadeva toliko delač, se bojo že zmenili, kako bojo to predali. Zdaj upravljanje bom pokazal pri šoli, če gor pogledate, ne. Mi tega šoli nismo dali upravljanje. Ne. V šoli smo dali striktno upravljanje, to, kar trenutno pač oni posedujejo. Ne. Tole, se pravi, tale zelenica z otroškim igriščem,
smo pa tole zelenico, pa tole smo dali Zavodu za turizem in šport, ne? Ker je izven ograje in se nam najbolj zdi primerno, da oni pač s tem upravljajo. Kar se tiče teh igrišč, potem moramo pa tudi vedeti, da bosta to 2 šole uporabnik, da bo tudi treba v tem smislu razmišljati. Popolne je pa zamišljen koncept, tako da bo to namenjeno pač javnosti, tako kot je tudi na drugih šolah. Ne. No, to so pa te zelenice, ki sem prej govoril. Tako da gremo naprej, se pravi, za funkcionalnost sem že povedal, no, da določene zadeve je treba, pa bo treba odpraviti, določene so stvar reklamacij. To Sandi s vrtljivimi vrati ti hvala, da si me opozoril, se spomnim tiste zgodbe z Duplice. Tako da upam, da nam... Ja, zdaj, glede, da nihče ni z nobeno stvarjo seznanjen, je meni to smešno, ne. Ker ko sem bil jaz svetnik 8 let, ne, sem bil precej manj seznanjen, ne, precej manj. Vmes sta pa prišli 2 gradbeni dovoljenji za to dvorano. Ne spomnim se, da smo kaj dosti v tem vedeli. Je pa prav, da se vsi to pogovorimo in da vsi vemo, da vsi vemo, verjetno pa nam vsi zadovoljni z vsako rešitvijo. To je pa dejstvo, sam moramo biti pa seznanjen. Tako da, a sem kakšnega pozabil? Korošen, Sušič. Po mojem, da ne, no, če ne, me ne pa še enkrat spomne. Ok, hvala lepa za odgovore. Še kdo? Ja, Matija Siter Močnik, izvolite besedo. Hvala za besedo. Zdaj, kar bi še želel danes vedeti, je, če se da dobiti podatek, kako je bilo s tem razpisom za 1 milijon evrov, smo bili uspešni ali ne, in pa dokdaj moramo mi potem to investicijo zaključiti. Od tega je verjetno tudi odvisen potek naslednjih dogodkov oziroma tempo sestankov, na katerih bomo sedeli pa diskutirali te opcije. Bi pa tako, kar je bilo izpostavljeno, preden se gre v investicijo, da se dobimo pa saj pregledamo PZI pa ocenjene stroške, da vidimo, ali smo zmožni tega ali nismo, oziroma da se pol tudi naredi neka simulacija proračunov za prihodnja leta. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Karli Urh. Karla, izvolite. No, jaz sem bila kar malo kregana, ampak lejte, na kolegiju, če se spomnite, kolegi in kolegice, sem bila obveščena, da se je šola ni nihče nič pritožil, da bi bilo kaj narobe. A se spomnite, da je bilo rečeno tako? In zato sem jaz prosila, da se umesti točka in da smo mi s tem seznanjeni, da ne bojo sam po Kamniku nekaj ljudi govorili. In jaz sem na prejšnji seji iz tega gradiva to videla. Še enkrat sem morala to povedati, da si boste zapomnili, da ne bo kdo mislil, da je zdaj to kaj. Ampak še po drugi strani sem pozabila prej povedati, da je prvenstveno športna dvorana, o kateri zdaj vsi samo športna dvorana, je to telovadnica osnovne šole Frana Albrehta, ki ima 570 učencev, ki sam sedijo, pa preveč sedijo in morajo imeti prostor do popoldanskem času, da res delajo. Kam bomo mi to mladino pripeljali, če jih ne bomo še prisilili, da migajo dopoldan v šoli? In če ni prostorov, je to res težko, vam povem. Mislim, ne glede na to, nekaterim se zdi to smešno, ampak to je telovadnica osnovne šole Frana Albrehta, po 16. uri pa je to športna dvorana Kamnik. Ampak res je pa najprej prioriteta, so otroci, ki bodo noter telovadili, zato da ne bodo vsi zastani. Hvala. Hvala lepa. Besedo bi še enkrat predal Bogdanu. Bogdan, izvoli. Hvala. Se opravičujem, če sem vas kregal, ni bil tak moj namen. Iz šolo se mi dobivamo na sestankih in to problematiko imamo pač na seznamu in obravnavamo in se tudi dogovarjamo, kaj bo kakšen v bistvu rešil. Njihovo stališče pa je pač, da bojo imeli to pač zapisano. To pa ne pomeni, da moramo vse reševati mi. Oni določene zadeve rešujejo tudi sami, se pravi s Hočevarjem, s projektantom, od njega pridobivajo tudi soglasja,
Tako da tudi, ne vem, če je to not napisan, tudi za te nalepke, ki so jih dali pač na steklene površine notranje in tako naprej. Oni se določene zadeve dogovarjajo sami. Notranje pohištvo se tudi dogovarjajo sami, če imajo kaj zakupiti ali pa če kakšno omarico pa te zadeve pa mizo. Tako da to, kar je napisano, ni stvar vse investitorja, to hočem povedati. Kar se tiče razpisa za športno dvorano, mi imamo to pač odobreno, se pravi, mi lahko to koristimo, ne? Ni pa v bistvu nič narobe, nimamo pogoja, da je kaj narobe, če mi to ne koristimo. Se pravi, če bomo mi dvorano začeli graditi, bomo mi to lahko pokoristili. 1 milijon evrov. Ne? Zdaj, jaz mislim, ne, moje mnenje je, da moramo pa, če gremo eno stvar, ki bo 9 milijonov stala graditi, ne, da se moramo mi tukaj bolj kot ne poenotiti. Ne. Verjetno, da ne bomo vsi, ne vem, je pa to, veste, to je 10%, za 10% ne bomo šli nekaj delati, kar ne rabimo. Zato. Ne. Govorim pa o tem, da 2 dvorani si pa verjetno v 6-7 letih ne moramo privoščiti. Pa una tudi ta druga ne bo za 6 milijonov, zagotovo ne. Čeprav mislijo, da bo, pa ne bo, ne more biti. Ker 6 milijonov je bila v Trzinu, pa v Mengšu, ki so pol manjše od te, ki mi govorimo za 1000. Ne more biti. Tako da, ali pa nima nobene spremljajoče, se pravi, je to lupina, ki ima nič zraven, ne? Se pravi, mi pa s tem namo nič pridobili. Tako da jaz nisem navezan na to športno dvorano, jaz sem povem, kje so možnosti, pa koliko časa približno to traja. To, kar je rekla Karla, športna telovadnica, to je res, športna telovadnica je pa res, da je športna dvorana Kamnik in da imamo samo to, pač kot osrednji objekt. Ne? Zunanje površine bodo pa prav tako dobrodošle, da bojo se spravili v pogon učenci in učenke in osnovna šola Frana Albrehta, stara sploh ni imela igrišča, nova bo pa, mislim, ta institucija bo po 70 letih dobila pač športno igrišče, pa še KS center bo kakšnega dobil. Hvala. Hvala lepa za izčrpno poročilo, vprašanja, odgovore, kakorkoli že. Jaz bi samo mogoče na koncu dodal, mi moramo ločiti, pač ena stvar je v šolah, kar so redne vzdrževalna dela, da se nekaj prestrukturira, da je boljše učenje in karkoli, druga stvar je pa gradnja, tako kot je imel Bogdan od samega začetka načes in mislim, da so jo speljali fenomenalno, super, tako kot do zdaj še, mislim, noben. Vidim, da reklamacije so, oziroma na vsakem objektu so, ga ni objekta, da ne bi bilo in mislim, da je danes prav, da je Bogdan tukaj predstavil stališče, kakšne težave imajo, karkoli že je. Kar se pa tiče, se pravi, šole, če je ena učilnica dodatno, to pa pač je stvar ravnateljice in mislim, da to pa prišla ravnateljica pojasniti. Tako da zaključujem to točko, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani z aktivnostmi, ki se izvajajo na območju UNK9 šole po zaključku gradnje osnovne šole Frana Albrehta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za 24, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa, Bogdan.